Poglejmo si še malo, kaj ponujajo jesenski vrtovi. Z vami razkrivam zaklade tega, kar nam je še na voljo v tem času. Sanja Lončar, direktorica Zavoda za celostno samooskrbo. Vse, kar želite več izvedeti, pa res tudi na naši spletni strani zazdravje.net. Ja, ogromno ljudi na vrtovih ima kapucinke, te so se ravno razrasle v cele plahte in razen, da je super pokrovna rastlina, pa da odganja voluharje, lahko odganja tudi viruse, če znamo z njo pravilno delati. To je ena od najpomembnejših protivirusnih rastlin, o kateri sem pisala tudi v knjigi Naravne rešitve za težave z virusi. In kar je zelo pomembno, posebej za ljudi, ki ne marajo preveč tistih močnih, pekočih okusov, kapucinka je skoraj enako močna kot hren, je pa nežna, božja, ne bo nas prav tako ščipala. Pri kapucinki je treba vedeti, da najmanjši listi vsebujejo največ vitamina C. Torej, če lovimo vitamin C, gremo po mlade liste. Starejši pa imajo veliko suhe snovi, tudi zelo dobro in odlični so za pesto. Na solate je zelo dobro sproti uporabljati vse cvetove. Cvetovi so izjemno močni antioksidanti, eni od najmočnejših na planetu, ob tem pa je tudi Alfred Fogel pisal, to je super naravni antibiotik. Torej, na solatke malo tega damo, pa ni nevarnosti, da nas bo kaj zvilo. Rdeči so najmočnejši, ampak tudi najbolj pikantni, oranžni nekje na sredini, rumeni so pa bolj blagi, torej otroška doza, dajmo jih koristiti, dokler je le na voljo. Tudi semena in popki so zelo uporabni in če delamo pesto, ko recimo tam zdaj, ravno nekje konec septembra, začetek oktobra, potem pa v pesto damo tudi mlada semena, to, kar ne bomo shranili za seme, ker jih uporabimo namesto oreščkov. No, kapucinkin pesto, kot rečeno, lahko delamo samo iz listov, samo iz cvetov, iz mešanice in denimo, če hočete takav atraktiven za darilo za nov let, potem pa lahko naredimo recimo iz cvetov. Kapucinke so vedno po svoji naravi majčkeno vlažne, zato je dobro, da jih takoj zmešamo s soljo in s kakšnimi dobrimi jedrci, recimo indijske oreščke ali blanširane mandlje. Zakaj? Zato, ker odvečno vlago bo tako so pobrala, ne bo vam pa plavala po olju. Torej, oreščki so neka vrsta, so in oreščki delujejo kot neka vrsta emulgatorja. Ko to zmiksamo na željeno gostoto, dodamo olja. Osnovna receptura je pravzaprav za vsa pesta zelo podobna, priporočam, da si ogledate bolj natančne in izčrpne recepte, ki so v prispevku o drobnjaku. In potem, enako kot pri drugih pestih, pazimo, da ni zračnih mehurčkov, da dobro nafilamo, da je konsistenca ta prava, da očistimo rob kozarčka in da dobro zalijemo z oljem. No, kdor je pridno to poletje nabiral zelišča, shranjeval svoje začimbne zaklade, se mu res ni treba bati dolge zime. Upam, da imate shranjeno veliko sonca za to zimo in da vam nič ne pride do živega in da bomo v veselju hrustali vse te zdrave dobrote, ki smo jih ustvarili.